okrog 20.000 ljudi ima to aritmijo v Sloveniji po trenutno dostopnih podatkih in vsako leto dodatno to aritmijo zboli spet po trenutnih podatkih okrog 1400 bolnikov. Zelo verjetno je to podcenjeno, zato ker seveda odkrivanje ni sistematično, mi to pač odkrivamo sporadično, naključno, ko pacient pride, pa ga pregledamo bodisi v ambulanti družinske medicine ali specialistični kardiološki ali na urgenci pogosto. Zakaj to govorim? Prvič zaradi pogostnosti, da se da umestiti v kontekst in kakšen je volumen, ne nazadnje tudi potencialnih zdravljenj. In drugo zato, ker so se pač z napredkom medicine uveljavili tudi načini za zgodnje odkrivanje te motnje srčnega ritma, ki seveda omogoča bolj učinkovito zdravljenje bolj zgodaj. No in zdaj, če postavimo vse to skupaj v eno vrsto, potem lahko rečem, da se nam verjetno tudi za to metodo, za katero dodatno potrebno poudariti, da sodelujemo zlasti dr. Jan, pa tudi naša ekipa na kliničnem oddelku za kardiologijo z bazičnimi znanstveniki z fakultete za elektrotehniko, kjer imajo zelo napreden laboratorij za proučevanje srčnega tkiva in aritmij. In prav elektroporacija je nek skupni imenovalec, tako da verjetno bomo, če bo sreča mila in če bomo seveda dobili projekt, o tem v prihodnosti lahko še kaj več povedal. Danes, kar se meni zdi izjemno pomembno, da je to po dolgem času neka metoda, ki dejansko omogoča znatno povečanje obsega dejavnosti. Ker do zdaj je pač bil eden od omejujočih dejavnikov ravno to logistika, torej kako ob dolgotrajnih posegih recimo urediti srčni ritem pri bolnikih, ki to potrebujejo. Namreč, kaj to pomeni? Pomeni, da se verjetno spreminja paradigma zdravljenja, oziroma verjetno napoveduje se sprememba zelo pomembna atrijske fibrilacije v smislu nadzora srčne frekvence oziroma nadzora srčnega ritma. To je zdaj ta širši kontekst in jaz verjamem, da bo ta dejavnost v prihodnjih letih tudi zaradi te metode vzcvetela.